Pozdravljeni, sem Petra Karanc-Laznik. Že več kot desetletje se ukvarjam z odnosi z javnostmi ter tudi s pisanjem govorov, scenarijev ter organizacijo in povezovanjem prireditev. Pravijo, da moramo imeti radi, kar delamo, pa nam ne bo treba delati niti dneva v življenju. Vsak si to misel razlaga po svoje. Jaz lahko rečem, da uživam v svojem delu in priložnostih, ki jih prinese vsak dan. Včasih je res treba streti trde orehe, ampak nagrada so pa sladka jedrca. Do zdaj smo spoznali nekaj osnov organizacije prireditev, obveščanja javnosti, komunikacije z mediji. Danes je pred nami nastop v živo. Nastop v živo je lahko nagovor pred sodelavci, pred člani društva. V našem primeru pa bo to nastop pred obiskovalci prireditve, ki jo organizirate vi ali pa ste nanjo povabljeni kot gostujoči govorec. Kdaj se začne nastop? Tisti hip, ko zaslišite svoje ime in priimek, ko vas voditelj oziroma voditeljica prireditve napove, je pozornost usmerjena na vas, vaše gibanje, vaše besede. Nastop se torej ne začne, ko na odru stopite pred mikrofon, ampak že bistveno prej. Zato morate vse priprave, popravke oblačil, frizure opraviti pred napovedjo. Po napovedi pa samozavestno stopite pred mikrofon, potem pa najprej namenite pogled občinstvu. Tako, da dobi občutek, da ste z očmi pozdravili prav vsakega posebej. Kako se oblečemo? Vedno priložnosti primerno. Če odmislimo res posebne, izjemno svečane priložnosti, običajno zadošča obleka. Za moške hlače, suknjič, srajca in ujemajoča se kravata, ki ne izstopa z ozorcem. Za ženske pa obleka vsaj do sredine kolen, eleganten kostim, zaprti čevlji z ne previsoko peto in, če ste v krilu, obvezno najlonke. Oblačila naj bodo umirjenih barv, z enostavnimi vzorci, lahko jih povežete tudi s svojo vlogo v instituciji, ki jo zastopate, morda s temo prireditve. In zdaj k najbolj ključnemu, vsebini. Govor mora biti strukturiran. To pomeni, da mora imeti uvod, jedro in zaključek. Misli morajo biti strnjene, argumentirane, vsebovati morajo zmerno mero čustev, empatije, osebne note govorca. In to vedno, ob vsaki, še tako uradni priložnosti. Vsebina je najprej odvisna od tega, ali ste v vlogi gostujočega govorca ali organizatorja. Vedno pa se morate pri svojem govoru povezati s poslušalci. Najbolje je, da se z voditeljem oziroma voditeljico prireditve dogovorite, da pomembne goste pozdravi uvodoma, da se ne ponavljate in da vam tako ostane čas za vaše misli. Govor začnite s splošnim nagovorom. Izpostavite lahko le slavnostnega govorca, sploh če je to oseba, do katere tudi osebno čutite naklonjenost in spoštovanje, saj bo tako tudi pozdrav še bolj iskren. Bodite udarni, imate le nekaj sekund za to, da pridobite pozornost. Če ste organizator, lahko izpostavite posamezne soustvarjalce prireditve, se jim zahvalite, a pozor, pozabiti ne smete nikogar. V osrednjem delu predstavite namen prireditve in zaključite s kratko mislijo o načrtih za prihodnost, morda povabilom na vaš naslednji dogodek. Če pa ste gostujoči govorec, se po pozdravu osredotočite na vaše misli, na razlog, zaradi katerega so vas povabili na prireditev. Osredotočite se na temo, prepletite osebne izkušnje s splošnim vedenjem o njej in zaključite osebno, lahko tudi malce poetično, če je priložnost prava. Postavite piko na i, ki si jo bodo poslušalci zapomnili. Vsekakor pa tovrstni govori, sploh na kulturnih prireditvah, običajno niso priložnost za krcanje, kazanje s prstom in iskanje krivcev, ampak prej za spodbujanje povezovanja, pohvale in iskanje poti za nadaljnji razvoj in nove uspehe. Vsebina je tesno povezana tudi z dolžino. Ta naj bo takšna, kot so jo za nastop predvideli organizatorji dogodka. S tem kot govorec pokažete spoštovanje do njih in do občinstva. Če morate nagovoriti sodelavce, jim predstaviti načrt za razvoj podjetja, morda člane društva, boste svoj nagovor seveda prilagodili situaciji. A še vedno velja. Vaše besede naj bodo jasne, razumljive, misli jedrnate. Odprite se, predvsem pa se na nastop dobro pripravite.
Z nekaj vaje, tudi pred domačim ogledalom ali pred partnerjem, bo nastop v živo ali pred kamero samozavesten, navdihujoč, edinstven. Prav tak, kot ste vi. Če potrebujete pri tem pomoč, pa povejte. Smo pa v zadnjem letu večinoma že dobili priložnost nastopiti tudi v virtualnem svetu. Ne? Potem ste eni redkih, ki še niste sodelovali na videokonferencah in ne vem, ali vam to zavidam ali ne. Vsekakor pa boste v videu z naslovom Videokonferenca izvedeli, kaj je pomembno na srečanjih v virtualnem svetu. Se vidimo. Do takrat pa bodite lepo.